svetovni razstavi dejansko s svojimi inovacijami, revolucionarnih oziroma prelomnih v svetovnem merilu. Tukaj imam v mislih, recimo, Abramovičeve izkušnje sisteme, Pipistrelove letala, Elanove smuči, potem kosmine gravitove in tako naprej. Mogoče vas povabam, da ste vzeli prostor, No, temu, kar je Maja rekla, jaz še en par stvari dodam. Mislim, da strinjam, če sem poslušal. Jaz mislim, da je... Ta razstava je nastala kot se željo po večji gospodarski promociji slovenskih podjetij. In so, se pravi, v ospredje ni bil namen postaviti slovensko oblikovalsko produkcijo zato, ker je ta brez dvoma širša. Hkrati je bil pa namen opozoriti, da podjetja z celostnim razvojnim pristopom, se pravi, tista, ki imajo tako tehnološko inovacijo, lastno blagovno znamko, samostojno nastopajo na trgu in hkrati uporabljajo oblikovanje kot strateško konkurenčno prednost, so pravzaprav v tej državi tista, ki edina ohranjajo, bom rekel, ta dialog znotraj teh razvojnih panog. Zato, ker v stroki že več časa opozarjamo, da nov razvojni model gospodarstva mora integrirati vse te dejavnike in imamo tukaj v bistvu na drugi strani te misli zelo težko kodirati. Jaz mislim, da gre vsako leto za nekaj bolj, za nekaj korakov naprej. V končni fazi pred leti se spomnim, ko smo v bistvu se v teh stvareh oblikovalci še pogovarjali tako malo po bifejih, smo vedno znova šteli, kjer gospodarski minister je kolikrat v svojem mandatu uporabljal besedo dizajn. Smo prišli recimo max številke 4, danes se mi zdi, da je to že v nekem naraščanju. In veliko oblikovalcev je bilo spuščenih iz te razstave, so bili spuščeni zato, ker me tudi sprašujejo, kakšen je bil kriterij. In kriteriji, ja, niso bili oblikovalci, kriteriji so bila podjetja, ki integrirajo lastni razvoj z tem dizajnom. Spravi, to so namen razstave, da predstavi, da povečuje ugled slovenskega gospodarstva v tujini. In jaz prosim, da skozi to perspektivo to gledate in hkrati mislim, da če ne bo v javnosti več teh misli, da bo težko prišla neka strategija, ki nas bo povečevala to konkurenčnost. Zato bom jaz na tej razstavi, to sem že Majo prosil in takrat, jaz ne bi rad govoril o dizajnu, jaz ne bi rad govoril o dizajnerjih in izdelkih, jaz bi rad govoril o podjetjih. Pa recimo vas tudi povabam, da ta del pogledate tokrat mogoče malo drugače. Jaz mislim, da mi oblikovalci, ko gledamo tudi konkurenco, takrat, ko projektiramo, poskušamo skozi tiste elemente, ki jih vidimo, izluščati tisto, kar je pravzaprav zadnje. Se pravi, ko bomo gledali te izdelke, me zanima, če boste v njih prepoznavali recimo tehnološko ali pa ostale, oblikovalsko in ostale elemente konkurenčnosti slovenskih podjetij. Ker za to gre. In to razstavo ne bi na ta način pravzaprav gledali tujci in s tem ne bi mi rekel malo več in pa počvati. Ker smo v Mariboru na to razstavo.